Tokrat v občinskem informatorju. Katastrofalne posledice toče v Slovenski Bistrici. Univerza Alma Mater Europeja gostila strokovnjake zasebnega visokega šolstva v Evropi. Mladi udeleženci projekta Poni Podravje predstavili svoje poslovne ideje. Kopališče Mariborski otok z vsebinsko ponudbo in karto za otroke. 25 let turistično-športnega društva Sveti Primož na Pohorju, Šentjanž nad Dravčami. Obiskali smo butično galerijo Valerije Vicman z unikatnimi oblačili, torbicami in nakitom. Neverjetna zgodba, trener tenisa ima skoraj 75 let, njegova varovanca pa se že bližata 90. Lepo pozdravljeni. Po sobotni supercelični nevihti z veliko točo na območju Slovenske Bistrice še vedno poteka odstranjevanje posledic nesreč. Župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar in gasilci so zaradi velike škode v občini stopili pred kamere. Sabina Zabokovnik in njeni otroci iz vinarja v Slovenski Bistrici so zaradi neurja s točo v pol ure ostali brez doma. Streha je uničena čisto, potem je mi zamakalo noter in mi je teklo čez vtičnice, čez že luči, vse moramo menjati. Noter sem imela 15 cm vode, vse je treba prenoviti. In kakšne so bile prve minute? Zelo jih je bilo strah, trepetali so. Dejansko smo se skrivali noter, ja, da je naredilo, kaj je naredilo. Vmes smo že vodo ven pumpali, ker je bilo res, ker teklo je vse posod noter, da smo rešili neki stvari, da smo dvignali, kolikor se je dalo. Leta je že v hiši, ki pa ni bila zavarovana. Na občini Slovenska Bistrica so družini uredili začasno stanovanje, prav danes je dobila ključ. Sama je v službi, a še ne ve, kako bo zmogla plačati vse stroške. Sem zaposlena kot socialna oskrbovalka na domu. Tudi tam so mi priskočili na pomoč, če kaj rabim, ne, zdaj sem dobila dopust izreden, tako da. Upa na najboljše. Na novinarski konferenci pa je župan povedal, da je toča prizadela celotno območje Slovenske Bistrice, najbolj pa širše mestno območje in krajevne skupnosti Vrhole, Preloge in Zgornja Ložnica. Zdaj po zadnjih podatkih, ker še prijave več čas prihajajo, imamo približno 420 dogodkov, ki so povezani z objekti, kar pomeni, da je najmanj 420 objektov bilo. Po naši oceni je ta številka bistveno večja, zato ker vsi niso niti prijavili, pa marsikdo tudi to škodo sam odpravlja. Gre pa seveda za poškodbe, torej strešne kritine, potem je bilo poškodovanih seveda tudi veliko avtomobilov in pa, kar zadeva na področju, recimo gospodarstva, gre za to, da so bile zelo prizadete tudi fotovoltaične elektrarne na tem območju, predvsem v območju Cone, pa tudi drugoče ste. Poškodbe so tudi na komunalni in cestni infrastrukturi. Vse skupaj je označil kot katastrofo za Slovensko Bistrico, pri tem pa upa na pomoč države. Sicer pa so se gasilci dobili v soboto okrog 16. ure, zbirali podatke in začeli z intervencijami. Tu smo dali seveda prednost bivalnim prostorom, da se začnejo strehe prekrivati, na to pa gospodarskim in drugim objektom. Zdaj vseh 14 društva, ki je v naši zvezi, od tega je 12 sodelovalo pri nas na tej lokaciji na občini Slovenska Bistrica, 2 društva sta pa bila aktivna na občini Oplotnica, kjer je prav tako prizadelo. Pri nas je tako bilo prijavljenih tisti dan, torej od 4 pa nekje do večera 250 dogodkov. Mi smo približno tretjino uspeli rešiti nekako, ostalo smo se pa potem dali v plan za naslednji dan. Tako smo naslednji dan, nedeljo, imeli že zjutraj v 8. ure dalje planiran zbor in smo zopet posredovali z 140 gasilci kot dan prej, pa približno 20 vozil smo imeli na terenu. V nedeljo so zaprosili za pomoč še Podravsko regijo, kjer so jim zagotovili še 52 gasilcev in 10 vozil. V ponedeljek so dobili pomoč gasilske brigade Maribor, 32 gasilcev, 10 vozil in tehnično vozilo. Rabimo čim več teh visokih lestev in pa strojev za posredovanje v višini, tako da danes nam je uspelo dobiti na kraj 3 gasilske avtolestve, 2 zglobno dvigala, in pa HIAB ter še 2 košari komunale in privatnika.
Na terenu so tudi drugi pripadniki civilne zaščite, ki skrbijo tudi za nabavo najnujnejšega. 14.000 kvadratnih metrov folije smo sedaj porabili, 400 komadov, cerka, to je vse cerka, ne? Tesnilne mase, 300 komadov letev, tako da pač z temi stvarmi podpiramo gasilce, pa seveda tudi z vozili, pa seveda tudi zanemarljiva ni tudi dejansko hrana, ki je pač potrebna v tem času skupaj z pijačo, tako da v tem delu sodelujemo. Kar se tiče prebivalstva, nekateri se organizirajo tudi sami, pridejo po folijo, ker dejansko glede na obseg je težko hkrati obdelati vse te intervencije, tako da bi res prosil za potrpljenje vse občane, pa da mogoče res, če imajo možnost, da tudi kaj še sami postorijo. Sam se je zahvalil gasilcem za vso pomoč, vsem enotam, ki so priskočile na pomoč, tako s kadrom, kot tudi z vozili in tehnično opremo. Univerza Alma Mater Europeja v Mariboru je gostila vodstvo Evropske zveze zasebnega visokega šolstva, Evropske mreže nedržavnih visokošolskih ustanov, ki povezuje neodvisne in inovativne visokošolske ustanove iz vse Evrope, ki si prizadevajo za odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in družbenem vplivu. Na Univerzi Alma Mater Europeja so bili prejšnji teden ugledni gostje in strokovnjaki z področja zasebnega visokega šolstva. Europe Private Higher Education Association je združenje, ki združuje 700.000 študentov, ki študirajo na nedržavnih univerzah v Evropi, v številnih državah in se povezujemo tudi z zunanjim svetom, torej tudi z Ameriko, Južno Ameriko, Azijo in z drugimi kontinenti. Mreženje je pomembno, saj se povezujejo, izmenjujejo primere dobre prakse. Zelo veseli smo, da smo v Maribor dobili predsednike skupnosti iz Španije, Portugalske, Francije, Irske in drugih držav, torej 11 nas je. In moram reči, da so prav vsi navdušeni nad Mariborom, mi pa zelo veseli, da imamo tako imenitne strokovnjake v Sloveniji. Prav v Mariboru je dosedanji predsednik EUHE predal vodstvo svojemu nasledniku, pri tem pa povedal. Alma Mater is one of the founders practically of our association with a relevant presence and a lot of work at this moment. The next mandate Barbara will be one of the vice president of the association. I think it's a nice notice for Alma Mater, and we expect in the next years to enlarge our network and to be more active in the project than we have. For example, to create an international university, European university, with our institutions, because we have with 700,000 students in our institutions. Ob tem je pohvalil še Maribor in gostoljubnost Univerze Alma Mater Europeja. Spregovoril je tudi novi predsednik. One of the main areas I want to develop along these 2 years is to increase the cooperation between institutions in our network. Also, I think we have, all of us have a very important area to study and to work together, that is in artificial intelligence. That's something that is going to change the rules in the higher education market. So at the same time, we are preparing the second conference of EUFE in Madrid, that we will try to keep the relationship, to develop the relationship between Europe and Latin America. That is one of the main contacts we have also in our association in Spain. Barbara Toplak-Perovič pa je poudarila še, da je povezovanje ustanov koristno tudi za študente, ki na teh ustanovah študirajo. Na Regionalno razvojni agenciji za Podravje Maribor so predstavili poslovne ideje prve skupine projekta Poni Podravje. 9 udeležencev je namreč zaključilo sodelovanje v tem projektu, v katerem so s pomočjo mentorjev in zunanjih strokovnjakov 4 mesece razvijali svoje poslovne ideje.
Na Regionalno razvojni agenciji za Podravje Maribor je ekipa 9 udeležencev zaključila usposabljanje v projektu Poni Podravje. Pripravili so predstavitev svojih poslovnih idej. Vozili smo jih za 4 mesece, 8 ur na dan so se morali posvetiti svoje podjetniški ideji, skozi so imeli različne delavnice usposabljanja, skozi njih so raziskovali svojo podjetniško idejo, pisali poslovni načrt in v bistvu so videli, da ni tako bav, kot smo mogoče mislili na začetku, da je izvedljivo, da se da, in to je ravno namen projekta, da skozi en tak varen prehod lahko začneš svojo podjetniško pot. Svoj stil življenja, poslovno idejo z izdelavo in prodajo keramičnih izdelkov in še več je povezala ena od udeleženk projekta Poni Podravje. Ponujanje delavnic ljudem, da bi bila čim več delavnic dostopno ljudem za razvoj kreative, čutenja samega sebe in pa dejansko, da najdeš neko svojo pot v življenju, ki si jo tako močno želiš. In kaj vam je prinesel ta Poni program? Zdaj 4-mesečno usposabljanje je bilo, kaj ne? V bistvu mi je prineslo največ navezav stikov z novimi ljudmi, ki prav tako sodelujejo v Poni programu. Ustanovitev oziroma na nek način izdelava spletne strani, povezovanje in mreženje z ostalimi podjetniki, ki so nas obiskali, in pa dejansko vso dogajanje na programu, tako da bi ga priporočila naprej seveda. Rebeka Marič je začela poslovno pot malce pred začetkom Ponija, med udeležbo pa se je osredotočila na skupino mamic, ki skrbijo za otroke, hkrati pa želijo graditi poslovno kariero. Jaz jim pomagam v smislu podjetništva, kako zgraditi temelje podjetništva, kako najdejo svoje stranke in izstopati z vsebinskim delom. Moja dodana vrednost pa je v tem, da jih tudi naučim organizacijskih sposobnosti, načrtovanja, planiranja, določenih rutin, da jim je potem lažje v smislu usklajevanja potem materinstva in podjetništva. Na sejmu predstavitve njihovih poslovnih idej so bile tudi članice Soroptimist kluba Maribor, ki sicer pomagajo mnogim skupinam in posameznikom, zdaj pa so se odločile spodbuditi tudi mlade podjetnice. Smo se z njimi seznanili, torej smo imeli srečanje in so se nas vseh 9 teh podjetnikov, bodočih mladih, se je predstavilo. Seveda, ker smo mi klub, ki želimo žensko podjetništvo podpirati, smo se odločili za 2 osebi, ki bosta danes razglašeni in bomo to čez 5 minut tudi naredili, da se zahvalimo, da so sodelovali in da računamo, da bodo torej podjetništvo povezali z družbeno odgovornostjo, torej tudi s tem humanitarnim delom z našo noto, in tako bomo podelili 2 osebam po 1000 evrov vsaki. Ena od dobitnic je Ivana Plohelj, ki je med izvajanjem projekta najprej odprla popoldanski SP, nato pa še rednega. Ima tudi že nekaj strank. Ukvarjam se z grafičnim oblikovanjem, kar je moja primarna dejavnost, zraven pa tudi strankam ponujam izdelavo letteringa. Tukaj, kot lahko vidite, so v bistvu takšne kreativno oblikovanje črk, kjer jim dodajam ilustracije, različne vizualne elemente in tako lahko ustvarim takšne unikatne plakate, vizualne podobe, ki mogoče malo bolj izstopajo od ostalih, ker so bolj pisane, slikovite, vsebujejo res takšne unikatne elemente in tako v bistvu podjetjem ponujam, da še bolj izstopajo iz množice, da se še bolje povežejo s svojimi strankami, krepijo svojo prepoznavnost in so tako bolj tudi učinkoviti na trgu. Druga dobitnica pa je Neja Hrastar, ki bo čez nekaj mesecev odprla podjetje. Poslovno idejo pa je do konca razvila prav v tem projektu. Študirala sem kineziologijo, kar tudi izhaja potem izraz kineziologijo iz tega. In sem imela neko vizijo, da bi nekaj želela v bistvu v svoji smeri, na svoj način delati z ljudmi v smeri gibanja, vadbe. Predvsem hočem prikazati, da je fitness oziroma vadba nekaj, kar je pomembno za življenje. Ne samo za postavo ali pa estetske cilje, ampak da ti omogoči res tisto polno življenje, da se ne rabiš bati pa izogibati nekim stvarem. In v bistvu sem imela idejo predvsem z online vadbami, da ponudim storitve, ki so tudi hibridne, malo v živo, malo online, ki omogočijo, da vsak lahko vključi to v svoj vsak dan. Sicer pa so na RRA Podravje Maribor že izbrali kandidate in kandidatke za novo skupino Poni Podravje, ki bodo začeli usposabljanje jeseni. Pokukali smo na Mariborski otok, kopališče, ki letos ponuja nekaj več vsebin za animacijo, hkrati pa tudi karto za otroke, preko katere povezujejo ljudi. Poglejte, kakšna osvežitev vas čaka na otoku.
Kopališče Mariborski otok je te dni polno kopalcev. Po lanski prenovi, ko so uredili ploščadi in prenovili sanitarije, pa jim letos ponujajo še več vsebin. Letos je absolutno poudarek na tem, da nivo storitve oziroma udobje in pa počutje obiskovalcev naših tukaj spravimo na maksimum, koliko se le da, predvsem nam vreme gre z tem na roko. Predvsem smo naredili, v bistvu, par novosti smo uvedli, v bistvu, ki smo jih od lani recimo nadgradili, ne, od tega, da imajo obiskovalci tukaj ležalnike in pa senčnike na voljo, do tega, da imamo ogromno programa, ker smo ugotovili v bistvu, da neko dogajanje vsekakor spada zraven, če hoče nekdo preživeti en lep dan tukaj, predvsem družinski dan. Zdaj nudijo delavnice za otroke, ki jih ima Zavod Mars, razne animacije, jogo, glasbo, odbojko in še mnogo več. Načeloma imamo tako narejeno v bistvu, da imamo vsaj 6 do 7 dogodkov vsak teden tukaj napovedan. Sodelujemo z Radiom Maribor, sodelujemo z Totim Radiom, sodelujemo z Zavodom Mars, potem tudi jogo imamo tukaj za obiskovalce vsak skoraj tretji dan. Hkrati imajo DJ-ji tukaj, vrtijo glasbo ob vikendih. Se pravi, res pazimo na to, da se v bistvu dogaja čez cel teden nekaj. Seveda pa vedno standardni programi zraven, kot je gostinska ponudba tukaj, ki je tudi v bistvu naš partner jo nadgradil letos, do otroškega kotička in animacij, tudi odbojkarska igrišča na Mivki so tukaj. Včeraj, na primer, je imel odbojkarski klub Maribor tukaj trening, tako da res sodelujemo z društvi, z zavodi v bistvu tukaj, da res zagotovimo eno dobro počutje in pa lep program na otoku. Na kopališče vabijo družine, odrasle, posameznike, najstnike, otroke in imajo poleg dnevnih in sezonskih kart uvedeno še posebno karto za otroke. Cenik najbolje, da si vsi pogledajo, ker imamo pač različne kategorije na spletni strani naši, ampak za odraslega 6,5 € kopanja imamo tudi popoldnevne karte, ne, in pa za otroke. Hkrati tako, da lahko si privoščijo 10 kopanj, lahko si privoščijo sezonske karte. Bi pa še eno mogoče akcijo, ki jo imamo tukaj zelo uspešno izpostavil, in to je karta za otroke, v bistvu, ki jo potem namenimo socialno šibkim družinam preko Zveze prijateljev mladine. Se pravi, da vsak, ko pride se k nam kopati, če si lahko seveda to privošči, lahko tudi privošči enemu otroku iz socialno šibkih družin kopanje tukaj, ali pa večjim seveda, ne, ki pa je 4,5 € karta in omogoča v bistvu vstop za otroka in pa njegovega spremljevalca. Poskrbeli so tudi za bolj urejeno parkirišče in uredili dodatnega še v Koblarjevem zalivu. Namreč videli smo večkrat, da se nam je zapolnil v bistvu parking, da nekako ne prenese kapacitete, ki omogoča kopališče, in smo potem tudi uredili novo parkirišče v Koblarjevem zalivu, v bistvu, kjer potem z 5-minutnim sprehodom lahko obiskovalci pridejo do sem in potem smo v bistvu vsi zadovoljni. Edino ena stvar je, da mogoče v tej fazi še, ko v bistvu nekako uvajamo to novo parkirišče, ravno to, da so obiskovalci, ko pridejo, pozorni na to, da če vidijo v bistvu, da je rampa že zgoraj, ne, za naše parkirišče, da se spustijo do otoka zaprta, potem je kar avtomatsko lahko že kar si privoščijo Koblarjev zaliv in tam parkirajo. Na samem kopališču pa jih čaka seveda še vedno njihova standardna ponudba bazenov, ne sme pa se pozabiti še na tobogan, po katerem se radi spuščajo otroci. Dva zaselka v Vuzenici, Sveti Primož na Pohorju in Šentjanž nad Dravčami, združuje turistično športno društvo, ki obeležuje že 25 let delovanja. Poglejte, kako so praznovali to obletnico. Turistično športno društvo Sveti Primož Šentjanž nad Dravčami iz Vuzenice je na Svetem Primožu na Pohorju praznovalo 25 let delovanja. Povabili smo naše godce oziroma vaško godbo, folklora bo nastopila, po tem uradnem delu pa sledi pogostitev za vse prisotne. Smo en dober pasulj skuhali, kar je tudi že naša tradicija, vrček piva, en spominček in je to. Pa seveda veselica z ansamblom Srčni muzikanti, jaz upam, da pozno v noč. V tem društvu tako že 25 let so ustvarjajo življenje in dejavnosti v Vuzenici, tako na turističnem kot tudi kulturnem področju. Aktivni smo v okviru pustnega časa, delitev pustnih plohov, v bistvu ohranjanje teh šek in navad, pa so to velikonočne aktivnosti, izdelovanje snopov. Za 1. maj postavljamo mlaj tule, imeli smo že tudi večkrat kresovanja, druženja, potem tale druženje v času Lepe nedelje na Svetem Primožu je tudi tradicionalna prireditev. Sodelujemo na Vuzeniških dnevih, vsako leto z predstavitvijo enega kmečkega običaja.
pa sledijo poljesenska zadeve, martinovanje, novo leto, obdarovanje otrok. Za vsako leto pripravimo tule v našem domu Krajano tudi za otroke eno predstavo, poskrbimo za obdaritev. Ob tem pa še razne športne dejavnosti. Od nogometa, šahovskih turnirjev, turnirjev v kartanju oziroma teh šnops turnirjev. Med tistimi, ki so pripravljali pasulj za vse, je bil tokrat Franc Urh. Mene so zadolžili, sem kuhni. Če bo kjer lač, naj prije do mene. Ja. Bo kaj dobrega? Ja, pasulj bo, potem pa pečenje. Pa mi povejte, no, kak je recept za pasulj? Ma kot jaz mi to kar tak skup, no, imam en recept pravi vojaški pasulj, no, zdaj, kak je pač, boste probali, boste videli. Ob lepi nedelji je bil na Svetem Primožu tudi župan Vuzenice, ki je pohvalil turistično-športno društvo Sveti Primož Šentjanž nad Dravčami. V tem dogodku tukaj iskrene čestitke z moje strani, z strani celotnega občinskega sveta, tudi iz preteklih mandatov, kajti skozi zgodovino, s katero je prehodilo to društvo, je dalo noto življenje prav tukaj v vasi in povezovanje celotne okolice, kot rekoč dva zaselka. Sveti Primož na Pohorju in Šentjanž je tisto, ki nekako v svojem imenu nosi to ponosno in ponosno tudi z moje strani društvo Svetega Primoža na Pohorju in Šentjanža. Danes 25. obletnica tukaj ob pomembnih dogodkih. Sveta maša, praznik Svetega Primoža na Pohorju z lepo nedeljo in pa seveda tudi še drugi dogodek, ki smo ga danes imeli tukaj, je pravzaprav zdaj zadnji del današnjega dogajanja in povezovanja kot velik plašč objema Svetega Primoža na Pohorju s celotno okolico tukaj pod vznožjem Pohorja. Ob praznovanju pa so predsednici društva namenili še posebno zahvalo in šopek rož, saj jih že vrsto let uspešno vodi. V mali polni galeriji na Lentu nasproti znane pizzerije ima polno unikatnih oblačil, torbic in nakita Valerija Vicman, ki čisto vsak svoj izdelek naredi drugačnega od prejšnjih in mu da svoj osebni pečat. Uživa v tem, da so izdelki čim bolj pisani. Na mariborskem Lentu, v galeriji unikatnih oblačil, ki so velikokrat na novo šivana iz starih oblačil, ki jim je Valerija Vicman dala še modne dodatke, je polno barv. Se mi zdi, da je svet kar precej črno-beli, pa bi vsaj tukaj potem med nekimi barvami se našla. Veliko ima kril in hlač, ki jih je skombinirala z džinsom in drugim blagom, tunike, ki jih je naredila tudi za ženske, ki so nekoliko močnejše postave, pa zavitke od kril do hlač in še česa. Delam po trenutnem navdihu. Ko se zjutraj vstanem, takrat dobim idejo, kaj bom čez dan delala. Podobno je tudi pri hlačah, pri katerih naredi ujemajoče torbe, ali pri tunikah, ki lahko dobijo barvno ujemajočo torbo, ruto ali šal. Ideja se enostavno zgodi. Ko jaz vidim pred seboj blago, materiale, ki so mi na voljo, potem nastane nek unikat. V glavnem itak so tu v prostoru več ali manj samo unikati. Kaj pa jakne recimo, ne? Ko se kombinirajo tudi različni materiali, gledate na to, je težko potem zašiti recimo različne materiale? Ne, saj nimam ni nekih meril pri ustvarjanju, tu pač ustvarjam enostavno. Sama naredi iz fino mase tudi gumbe, ročno jih izdela in poskrbi za zanimive oblike. To zopet delam po nekem trenutnem navdihu, se naredi, potem se to zapeče v pečici in to je to. Barve izbirate sami oziroma jih že imate? Ja, imam jaz to doma. In podobno je tudi z nakitom, ki ga rada tudi sama nosi. Ja, čisto enostavno, to se naredi, kot sem že rekla, iz fimo mase, tu vidim, da je celo polakirano, potem pa vzameš vrvico pa vežeš. Vrvice so verjetno ostanki blaga? Ne, tukaj ne, to je sicer kupljena vrvica, ampak dejansko iz ostankov džersija se da potem pa tudi takšna vrvica narediti. Pokazala nam je tudi kolekcijo unikatnih torbic in drugih izdelkov, kjer so podobne deklice. Te zelo znane gorjost punčke, zato imam tudi celo kolekcijo v bistvu teh gorjost punčk. Tukaj so torbice, potem je tu otroška oblekca, potem so tunike, na nahrbtnikih prav tako.
Sama ustvarja, odkar ve za sebe, nam je dejala, in koliko časa porabi za, na primer, retro krilo z dodatki ali pa za nenavadno jakno, pri katerim ima kombinacijo džinsa in čipk. Nikoli se ne usedem k stroju z namenom, da zdaj bom pa nekako neko stvar naredila. To jaz, tako kot sem že rekla, po trenutnem navdihu, pa malo delam, pa mogoče grem nekaj druga in potem to nastaja sproti. Lotila pa se je še enega dela, po katerem jo večkrat vprašajo ljudje, ki obiščajo njeno galerijo na Lentu. Ravno sem v razmišljanju, da pričnem tukaj ob sredah in ob petkih od 11. ure dalje sprejemati stranke, ki bi želele, da jim skrajšam hlače. Se opaža, ne, glede današnjo modo pa to, da so kar precej dolge hlače včasih. Kakorkoli niso vsi enakih dolžin, no, tako bom rekla, in potem včasih kdo potrebuje tudi, da se hlače skrajšajo. Pa še mimogrede si lahko ogleda vašo galerijo. Tako, to pa tudi, ja. Idej za ustvarjanje ji zagotovo ne bo zmanjkalo, tako da bo zagotovo še kombinirala različne materiale in naredila oblačila, kakršnih se ne da videti drugje. Živi dokaz, da se lahko rekreira in športno udejstvuje tudi v poznih letih, so naši 3 sogovorniki, ki še vedno igrajo tenis. Obiskali smo jih na treningu v dvorani ŽTK Maribor. Poglejte, kako zavzeti so. 75-letni Rinaldo Faraguna igra tenis že 40 let. Zadnja leta je sam treniral s trenerjem, zdaj pa že nekaj časa svoje znanje prenaša na tiste, ki so stari preko 80 let. Pomagam, da ostanejo pri teh metalnih in fizičnih lastnosti, da ostanejo še. Mi imamo eno pogodbo narejeno, z njim imamo do 95. Z njim pa tudi verjetno do 95. Ocenjujem, 95. A ti si rekel, da boš do 100 potem, ne? Ok, v glavnem, jaz moram priznati, da družiti z njima dvema je fantastično. Čutim to njihovo agilnost, pripadnost, naprimer gospod Lovro špila minimalno 4 do 5 krat tedensko, gospod Dušan se malo čuva, pa on ima v petek zelo intenzivni, da midva igramo intenzivno 1 uro in je to za mene balzam. Sam je še vedno zelo aktiven, ne samo na igrišču. Jaz imam naprimer vsak dan Pužeka 3-krat na sprehod po 1 uro, potem je bicikl, potem je kakšna telovadba jutranja, tako da tu v glavnem čuvam se, da bi nekje lahko njim pariral. To je meni bolj važno, da sem lahko z njima dvema enakovreden partner. Čez približno 14 dni bo Lovro Dermota napolnil 86 let, kar pa ga ne moti, da ne bi bil na teniškem igrišču 4-krat na teden. Jaz sem že od mladega športno aktiven. Od doma sem bil navajen na delo. Leta 1958 sem bil 18. športnik v Sloveniji, v Poletu je pisalo, in sem bil presenečen, sem prišel na fakulteto, sem študiral, pa cel razred ostane, še tak amfiteatrski je bil. Jaz se začudim in je to pisalo v Poletu. No, potem ko sem pa začel študirati, seveda takrat ni bilo nič kaj, ko sem prišel pa v Maribor, ker drugače nisem z Maribora, oziroma sem Gorenc, sem pa začel na zid hoditi, igrati malo. In ne da bi igral, rad bi. In še zdaj, ne da igram, rad bi spoznal način udarjanja žoge in to mi še vedno slabo gre. No, ampak vidim pa, da ste kljub vsemu pa tukaj tudi tekmovalni. Me pa moj trener, Rino, ki ste ga zdaj že predstavili, resnično podučuje tako in sem mu izredno hvaležen. Tako da sem imel srečo, da sva skoraj soseda in da me je za 80 let nekako nagovoril, da smo se slikali tukaj in od takrat ga prosim in mi pomaga učiti se tenis. In se držite tega, učimo se vse življenje. Točno tako, to je pa res moje načelo. Spoznavanje. Ne samo informiranje, spoznavanje. In to v stroki to počnem in v tenisu. Malce starejši pa je Dušan Kačičnik, ki enkrat na teden pride na trening. Ko je bil star 40 let, so mu kupili teniško opremo. To se pravi, da zdaj igram tenis približno 48 let. Vmes sem imel seveda tudi
operacijo srca na odprtem srcu, za klopko so mi menjali. Po 3 mesecih sem že začel igrati. Doktori so rekli, da lahko grem špilat, ne, ampak samo deble. Ne. Potem pa čez 6 mesecev avto lahko začneš voziti in tako dalje. In sem seveda potem nadaljeval z tenisem. Potem pa so seveda vse moje vnukinje, ki jih imam 5, so vse igrali tenis. Začele so vse. Najbolj dolgo je potem vztrajala Zagorac Eva, ki je bila potem na rang lestvici ženski VTP, je dosegla menda 750 mesto in tako dalje. Sam pravi, da je po operaciji okreval. Rinotu se imam za zahvaliti, da še sploh špilam, zato ker nisem več dobil nobenega partnerja. Vsi so hoteli tekmovati, jaz pa več zaradi srca, pa tudi drugih razlogov nisem več tekmoval, ampak sem samo še, tako kot zdaj ste videli, igrali čez mrežo. In kako se vi zdaj počutite, ko igrate, recimo, ne? Vam to pomaga, recimo, tudi pri splošnem počutju? Jaz sem zdaj, letošnje leto sem zelo dosti delal na vrtu. Vsaki dan sigurno v povprečju 4 ure, če ne več, plus tega, da sem tenis obdržal. Sem vedno Rino to rekel, Rino, drugo bom pustil, ostal bo pa samo 1 uro tenisa na teden, ker ko igram tenis 1 uro po tenisu, se mi zdi, da mi prebudi vse organe moje, vse, srce začne bolj normalno delati, ledvice, pljuča, vse in se sploh ne utrudim in potem to mi zdrži do 1 tedna, potem pa zopet osvežim telo z gibanjem. Pravi še, da je že od malega otrok športa, saj je rasel v hiši ob športnih igriščih, ljubezen do gibanja pa mu je ostala vsa leta, tako kot tudi Faragoni in Dermoti, ki prav tako še vedno uživata na teniških igriščih. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalic.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek dneva še naprej in nasvidenje.